Glede na to, da gre danes za čas, ko prenos nalog na stroje postaja razširjen pojav, ko imamo opravka s tem valom avtomatizacije in vse hitrejšim razvojem in rabo tehnologij napovedovanja, ki radikalno spreminja in reorganizira vse strukture dela, sem se odločila na razstavi Delati izginotje delanja raziskati možnost strojno koncipirane razstave, kar pomeni, da sem v sodelovanju z Iztokom Lebarjem Bajcem in Juretom Demšarjem z Fakultete za računalništvo in informatiko v Ljubljani razvila napovedni model, algoritem, ki temelji na podatkovni bazi vseh mojih del zadnjih 14 let, in na podlagi tega je algoritem dal napoved za moje naslednje umetniško delo. Torej, določil je estetiko, način izvedbe, tehniko za moje naslednje delo. Gre torej za raziskavo, ki je zasnovana, ki temelji na programiranju algoritma, ki bi namesto mene zasnoval moje naslednje delo. In za eno od ključnih vprašanj je, ali se lahko sploh proces umetniškega ustvarjanja avtomatizira in če ja, do katere mere. Mogoče pri tem zanimivo izpostaviti, da je ta odnos človeka in stroja, tehnologije in dela ena od konstant v moji produkciji do zdaj, in da sem ta vprašanja avtomatizacije in povečevanja učinkovitosti, produktivnosti najprej v preteklosti raziskovala preko vstopa v lokalne proizvodne obrate. Potem sem to raziskavo prenesla v sfero intelektualnega dela s tem, da sem merila simbolno gesto rokovanja pri menedžerjih. Potem sem se pa odločila v vprašanje avtomatizacije obrniti k sebi, obrniti k svoji praksi. Tako da ti avtomatizirani procesi in kaj to prinaša, kako to vpliva na status človeškega dela, je dejansko razlog, zakaj je ta algoritem nastal. Na eni strani, po drugi strani pa tvori en velik del podatkovne baze, iz katere algoritem črpa, tako da se je ustvaril nekakšen loop, nekakšna zanka, pri čemer me je zanimalo, kje je možen zdaj moj vstop, kot avtorica, kot umetnica, glede na to, da gre za moje interese, moje delo, moje raziskave. Podatkovna baza je v bistvu bila zajeta iz opisov del, iz tekstov, iz časopisnih člankov, iz vsega, kar je bilo v mojem delu napisanega strani kritikov, strani kustosov, glede tehnične izvedbe. In v galerijskem prostoru Aksiome je predstavljen trak 9 metrov parametrov. Zgornji pasovi, zgornjih 10 pasov se nanaša na mojih 10 del v zadnjih 14 letih, s tem, da ti pasovi niso poimenovani z imeni del, ker zaradi ljudi, ki mojega dela sploh ne poznajo, in ta podatek ne bi nič pomenil, tako da sem raje naslove del zamenjala z časom nastanka tega dela, ker je časovna dimenzija ena od ključnih, tudi ki jo algoritem upošteva. Kaj je parameter? Parameter je enostavno geslo, je koncept, vsebinski, tehničen, ki je ovrednoten. Čisto konkretno, na primer, je lahko en parameter element humorja in ironije, in v teh pasovih je v bistvu ovrednoten, ali je v delu sploh prisoten in če je, do kolikšne mere, koliko izstopa. Najširši pas, spodnji pas, je pa rezultat. Je napoved algoritma, ki je prikazana v dveh dimenzijah. Eno je širina stolpca, ki prikazuje prisotnost koncepta, prisotnost parametra v delu. Drugo je pa zapolnjenost tega stolpca, ki pa prikazuje stopnjo zaupanja, ki jo ima algoritem v svojo napoved. Spodaj pa napovedi so nazivi polni, zgoraj pri pasovih, ki se nanašajo na dela, so pa okrajšave teh imen parametrov, s tem, da so vzete samo prve dve črke celotnega tega imena, tega gesla. Naprimer, če je incorporate interviews with employees, je v bistvu
ta parameter v delu lahko razbran z kratico IN, torej prvi dve črki tega parametra. Mislim, da je branje na ta način dosti jasno. Je pa v bistvu zgolj taka tehnična rešitev, ker ponavljanje v bistvu vseh imen pri vseh pasovih bi bilo nesmiselno. Pri napovednemu algoritmu, če pogledamo, gre v bistvu konkretno za malo manj kot 500 parametrov, ki so ovrednoteni, in je malo pretresljivo videti svoje delo, svoje raziskave kot ovrednotene parametre, kot številke, ki so omejene, kot številke, ki v bistvu so brezosebne, ki so umetne. In čisto konkretno, če grem v številke, glede na to, da sem parametre ločila tudi po sklopih, gre za 4 sklope. Prvi sklop je tak širši sociološki del, drugi sklop je opisni del, tretji sklop je tehnični del in četrti umetnostni parametri. Znotraj prvega sklopa sem dobila 8 parametrov, za katere algoritem z visoko stopnjo prepričanja, zaupanja napoveduje, da so v delu prisotni in da so za naslednje delo ključni. Naprimer, eno od takih parametrov je organizacija dela, drugi je znanstveno upravljanje. Prav tako, naprimer, znotraj tehničnega dela sem dobila v bistvu navodilo, napoved, da je v delu prisoten kakšen način postavitve, število monitorjev, da moram postaviti stvari v okvir. Poleg tega sem dobila tudi parametre, za katere mi je algoritem napovedal z visoko stopnjo zaupanja, da jih v naslednjem delu ne bo, kar sem tudi upoštevala. Naprimer, pri opisnem delu sem dobila 4 parametre, na katerih mora delo bazirati, in 18 parametrov, za katere algoritem napoveduje, izjemno prepričljivo, da jih v naslednjem delu ni. Eden od teh je, da na razstavi ni prikazano, ni prisotna tehnologija, razen naprimer števila monitorjev. Torej, če bi jaz hotela narediti kinetični objekt ali pa pač nek stroj, nek mehanizem, ga ne razstavim, ga pač ne upoštevam, tako da to sem mogla seveda upoštevati. Ali postavim stvari v temo, ali postavim stvari na steno, katere teme so tiste, ki jih pač v delu ne izpostavimo, ali pa ne bodo izpostavljene. Vseeno se mi zdi, to moram mogoče tudi poudariti, da tukaj v Aksiomi je prikazana začetna faza tega projekta. Gre za v bistvu 2-letno raziskavo, ki pač vključuje v nadaljnjih fazah nadgradnjo algoritma, in mene zanima, kaj se bo v tem procesu zgodilo z odprtostjo polja moje interpretacije. Če je zdaj to polje dosti odprto, torej da je možna še vedno precejšnja interpretacija z moje strani, kaj se zgodi, ko se to polje zapre? Ali lahko to mene naprimer privede do ene izkušnje odtujenega dela, kar bi bila skrajna ironija, glede na to, da je podatkovna baza zasnovana na moji produkciji, na stvarih, ki me zanimajo. Zanima me tudi, ali lahko pride do nekega momenta v napovedi, ki me preseneti, na katero bom mogla odreagirati, kakšna bo ta reakcija, zlasti, če bi bilo nekaj, s čimer se ne strinjam. Tako da to so ena vprašanja, neke smernice za naprej, široko polje možnosti raziskave, ki pa izhajajo iz izhodišča, ki je v tej fazi predstavljeno tukaj. Torej, na podlagi napovedi algoritma je nastalo delo Digital Punch Card, digitalna luknjana kartica, ki prikazuje delček nevidne in razpršene mreže spletne delovne sile, ki opravlja, izvaja naloge,
na platformi za množično mikrodelo, ki se imenuje Microworkers. V bistvu to drobljenje dela na koščke, ki so potem prek spleta dani v izvajanje ljudem, in prav tako fragmentacija plače na mikroplačila tvori enega najbolj nereguliranih trgov dela, hkrati je pa direktno povezan z načeli znanstvenega upravljanja, ki je eden od parametrov, ki ga je kot ključno prisotnega v tem delu izpostavil prav algoritem. Gre za to naloge, ki jih ljudje opravljajo na teh platformah, v bistvu vključujejo kategorizacijo podatkov, kategorizacijo podob, obdelavo, vnos podatkov, označevanje metapodatkov, reševanje, izpolnjevanje anket, transkript audio materiala. Gre v bistvu za večji ali manjši meri repetitivno delo majhnega obsega. In zame je bila tudi zanimiva navezava na to, da v bistvu vsaka firma, ki deluje znotraj tehnološkega polja in ki ima namen avtomatizirati neko storitev, ima dostop do ali uporablja eno od tovrstnih platform. In meni že znotraj samega procesa razvoja in izdelave algoritma zanimala demistifikacija te propagande, ki obkroža ideologijo avtomatiziranih procesov v tehnokapitalizmu, zato ker za tem poskusom avtomatizirati nekaj stoji ogromna količina človeškega dela, ki je v čem skrita, ki je v čem nevidna, tako kot je to se dogaja tudi na platformi. In če je nekaj skrito, nevidno, se ustvarja vtis, kot da ne obstaja, kot da ni potrebno in potem takem izgine. Uporabniki na platformi Microworkers so bili naprošeni, da prenesejo in namestijo aplikacijo, ki je sledila njihovim klikom z miško in pritiskom tipk na tipkovnici, jih opremila s časovnim žigom, medtem ko so delali na platformi v obdobju 24 ur. Torej, če govorimo na platformi za množično mikrodelo o mikroplačilih, sem jaz to povezala z mikrogesto, z majhnim premikom, in to je tudi eden od parametrov, ki ga je kot ključnega znova napovedal za delo algoritem. Pri tem, na primer, čisto specifično so na dveh risbah, ki je izpostavljenih nekaj uporabnikov, kjer v bistvu je njihovo delo prikazano vizualno v obliki abstraktnih diagramskih risb. Dolžina linije predstavlja gostoto in intenzivnost, dinamiko njihovega dela na platformi. Linije navzdol prikazujejo njihove klike z miško, sprememba v kotu pa ponazarja, kdaj je delo na platformi terjalo tipkanje. V drugem planu, v ozadju, so v bistvu predstavljene tudi geografske lokacije ljudi. Pri tem so tudi izpostavljeni njihova ID številka, uporabniško ime, spol, starost in geolokacija. Mogoče bi sam še to povedala, da risbe so podatkovno generirane, črtne risbe, to se mi zdi tudi ključno. Potem zraven sta prikazani tudi dve animaciji. Desna animacija prikazuje izbranih 49 uporabnikov, ki delajo na platformi izmed 280 sodelujočih, ki so pristali na to, da se meri njihovo delo. Njihove geografske lokacije so prikazane s točkami, spremembe v velikosti točk pa prikazujejo intenzivnost njihovega dela na platformi. Leva animacija pa prikazuje
povezave, ki so se vzpostavile med ljudmi, ko so delali v obdobju 24 ur na platformi Microworkers, s tem, da to čisto konkretno pomeni, da je povezava vzpostavljena takrat, kadar sta dva človeka v istem trenutku izvedla isto gesto. Torej, bodi si je to klik z miško ali pritisk tipke na tipkovnici. Vizualna referenca je pa v bistvu risba številka 118 Sol Levita, ki temelji na 50 naključno postavljenih točk, ki so povezane z ravnimi linijami. Naprimer, če to postavim v socialni kontekst, je teh 50 točk dejansko, za vsako točko stoji nek človek na neki lokaciji in ravna linija je vzpostavitev povezave z drugim človekom, ki dela prav tako na tej platformi na neki povsem drugi lokaciji, ki je lahko tudi v drugem časovnem pasu. Meni se zdi, na primer, prikazati to sinhroniziranost, ki se je pojavila znotraj dela posameznikov, nekako ključna in zanimiva ravno zaradi tega, ker ko imaš ti spletno delovno silo, ki je tako razpršena, ki dejansko tudi ne ve druga za drugo, imaš takoj odvzeto to možnost, da se ta delovna sila na en način organizira, da se poveže, da se ustvari neka kolektivna sila. Tako da se mi je zdela ta subtilna povezava dosti poetična. No.